Pozdravljeni! Še kakšen teden dni časa imate, da se prijavite na vsakoletni razpis za inovacije. Drži, da inovacije niso samo ljubiteljska dejavnost človeka, ki se odpoveduje družbi in službi, ker ga nova ideja tišči in sili, da jo mora pripeljati do prototipa, do uresničitve. Inovativnost kot ravnanje je podjetniška nuja, poseben način življenja, je prilagodljivost in čuječnost, ki pa zahteva dobro mero organiziranosti. O inovacijah je toliko definicij kot sogovornikov. Inovacije v najširšem smislu so vse tisto, kar je novo. Ampak, ko želimo to natančneje definirati, se zalotimo, da nam je inovacija najbližja in jo tudi najbolje razumemo, če je tehnične narave. Naj si izposodim primer, ki nazorno opredeli inovativnost. Palica iz surovega železa je vredna 5 evrov. Če se odločimo, da iz nje skujemo podkve, se vrednost železa povzpne na 10. Če železo uporabimo za izdelavo šivank, postane vredno 3285 evrov. In če iz istega kosa železa izdelamo vzmeti za ure, so te vredne kar 250 tisoč evrov. Razlika med vrednostjo palice in vrednostjo izdelanih vzmeti je 250 000 evrov in vse to je posledica inovativnosti. Inovativnost je sredstvo za oblikovanje in ohranjanje konkurenčne prednosti. Torej, inovacije niso samo stvar tehnologije, ampak tudi stvar procesov, tistega mehkega dela, ki ga definiramo kot storitveno inovacijo, in to je znanje. Pa naredimo primerjavo s slovenskim lesom. Hlodi gredo v tujino neobdelani. Takrat so vredni kakšnih 5 evrov. Omare, poličke, predali, mize, opaži in dizajn ter uporabnost izdelka pa s kreativnostjo in inovativnostjo na poti do kupca pridobijo in dodajo vrednost temu hlodu. Produkti intelektualne lastnine pa so seveda tudi zelo pomembni. Poglejte, patenti so bariere za vstop drugih tekmecev na naš prodajni prostor. Če smo seveda uspeli široko s patentom zaščititi naš izdelek ali tehnologijo ali podobno, kdor si lahko privošči svetovno zaščito, postane standard za druge, saj so drugi prisiljeni ta standard tudi uporabljati. Ideja je rezultat umske dejavnosti, ki nakazuje uresničitev ali izvedbo česa, je samo zamisel. Invencija je nova zamisel, ki je obetavna in rešuje problem ali nerešeno potrebo, ni pa nujno, da se v prihodnosti izkaže kot uporabna. Inovacija je torej uporabna novost, katere koristnost se je potrdila tudi na trgu. Prinaša novo, večjo uporabnost v obliki dviga kakovosti, nižanja stroškov, dviganja ugleda podjetja, omejevanja konkurence in podobno. Je rezultat razvojno-raziskovalnega dela, pri katerem je za realizacijo na trgu potreben celovit poslovni pristop. Če torej v svojem podjetju razvijate izdelek, storitev, poslovni model, proces, če ste našli rešitev, zaradi katere ste postali bolj učinkoviti, uspešni, enkratni in zanimivi, ste inovativni. In če ste inovativni, vas vabimo, da svojo idejo prijavite na razpis za inovacije. Poiščite dokumentacijo na spletni strani www.ozoljubljana.si, izpolnite prijavni obrazec, priložite potrebne priloge in oddajte svojo prijavo do 17. aprila 2015. Velja poštni žig. Naš naslov je GZS, Zbornica Osrednje slovenske regije, Dunajska 156, Ljubljana. Na kuverti pripišite za razpis za inovacije. In ne pozabite, če ste v dvomih, če potrebujete dodatno pojasnilo, pokličite na telefon 01 58 98 174. Svetovali vam bomo in vam dali potrebne napotke. Pa veliko sreče in dobrih idej.